Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o hranjenju. Preveč, premalo. No ja, obe strani, takrat, ko človek je preveč, se pravi, se nažira, ne more nehati, in takrat, ko ne je, zavrača hrano ali izbruha hrano, je vedno povezano z motnjami hranjenja. Tako da danes bomo govorili o motnjah hranjenja in zdaj vam povem svojo zgodbo. Ko sem imela, mislim, da enih 16-17 let, sem dejansko tudi jaz imela motnje hranjenja. Dejstvo je, da sem prihajala domov sestradana iz šole, se dobesedno nažrla in potem zaradi občutka, da se bom zredila, zbruhala hrano. In seveda nihče ni vedel tega, veste, to je nekaj, kar je treba skriti. Dejstvo je, da sem bila suha, no ne pretirano, ampak bila sem suha in to je bil v bistvu moj način uravnavanja teže. No, v osnovi, zdaj če gledam nazaj, jaz sem delala tihi samomor. Dejansko nisem imela korajže, da bi pač ga naredila, ampak v osnovi sem bila utrujena od življenja. Glejte, doma so se vrstili prepiri, enostavno nisem več zmogla. In očitno sem bila toliko obremenjena z vsem. In zdaj vem, leta kasneje, ko sem šla pregledati moja pretekla življenja. Zdaj tukaj naj vas opozorim. Ni, da boste tekali od enega terapevta do drugega, ampak po večini, ko je čas, da se odpre okno ali pa da se zazrete, da pridete do nekih informacij, se vam bo lahko zgodilo, da med meditacijo recimo pridete sami do zaključka ali pa do uvida v prejšnje življenje. Ali pa recimo, tudi zdaj zase govorim, včasih, ko ljudje pridejo k meni na svetovanja, če se odpre okno, pač vidim te zadeve, ki se je zataknila energija. No in sploh recimo, enkrat je bila pri meni na svetovanju ena gospa, ki nikakor pač pri kruhu se ji neha. Ona vse ve, kako se more prehranjevati, vse ve, ampak ko pride do kruha, ona dobesedno pade v drug film in samo je. No in preko osebnega svetovanja sva potem prišli do zaključka, da dejansko v prejšnjem življenju je umrla od lakote in da je zadaj dušna zaobljuba, nikdar več ne bom lačna in seveda zdaj, ko pride do kruha oziroma nikdar več ne bom stradala kruha in ko pride do kruha, se ne more ustaviti. In seveda, kje dela? Ja, v kuhinji, zato da je pri koritu. No, o tem sem pisala v knjigi, ko imajo duše žur, tako da te dušne zaobljube lahko počistite z zdravilno molitvijo dekodiranja. No in tudi druge zadeve, kar so povezane z motnjami hranjenja, lahko počistite z zdravilno molitvijo dekodiranja. No, zdaj pa pojdimo pogledati, kaj pravi Louise Hay o motnjah hranjenja. Luiza, ko sem videla na Alojza, nekaj takega, na Hrvaškem jo tako poimenujejo. Se pravi, apetit, izguba, strah, varovanje sebe, ne zaupate življenju. Pretiran apetit, strah, potreba po varnosti, obsojanje čustev, predvsem svojih, nesprejemanje. In zdaj, če mi gledamo, da imamo najprej čustveni vzrok, apetit bi človek rekel, da je povezan s temi čakrami tukaj, z grlom, z grleno čakro. Ampak v osnovi je povezan pa s temeljno čakro, s korensko čakro, ker tukaj pomeni, apetit pomeni preživetje. Tudi ljudje, ki zavračajo hrano, ki jo izbruhajo, ki premalo jejo, ki stradajo, ravno tako je to povezano s prvo čakro, se pravi s temeljem preživetja. No, zdaj pa gremo naprej. Temelje preživetja, sploh kar se tiče prve čakre, mi prinesemo to v sabo v življenje. Dejansko, če vam jaz zapredelati neke temeljne vzorce preživetja, strahovi glede preživetja, to se vse sidra na korensko čakro, ki je locirana na dnu hrbtenice. Lahko se zgodi, če imam izpraznjeno to čakro, da bom imela zelo slabotne noge, mogoče celo koščene, lahko bom imela zelo majhno rit. Kako naj povem po slovensko? Se pravi, nimam prav, ne vem, ženstvene postave, no, dajmo tako reči.
nimam ženstvene postave, ampak mogoče delujem imam bolj moško postavo. No ja, jaz nimam izpraznjene te čakre, ker imam ravno obratno. Jaz imam izredno ženstveno postavo in na nogah se mi nabira celulit. Se pravi, je ravno tako zastala energija, ampak je nakopičena energija, ki je povezana z zaščito. Ne? Jaz iščem zaščito. In tukaj je tisto, ali pa sem iskala zaščito, in tukaj je v bistvu to tisto, kar sem imela največ dela. In še vedno čistim, da se razumemo. Mogoče zdaj boste rekli, pa kako Minka že toliko časa čisti, pa še kar čisti. Ja, očitno sem v zadnjih nekaj življenjih samo počivala in nisem prav nič počistila, ampak si samo kopičila in potem se je toliko močno nabralo vsega, da v tem življenju, ja, seveda, imela sem priložnost, da bi pogrnila na isti stopnički. Recimo, pri 17 letih videla sem eno življenje, ko sem naredila samomor, sanjala se mi je o tem, in povezava je bila pa takrat v tistem življenju in tudi v sanjah se mi pokazali moja sestra in moja mama. In v tem življenju, seveda, lejte, se je spet neka drama dogajala in tako naprej, in bi lahko padla na isti stopnički. In zakaj sem zbrala družino, točno te akterje v svojem življenju? Zaradi tega, da bom naredila lekcijo, da se v tem življenju pač postavim drugače, da odpustim, da postavim meje, da sprejmem svojo lepoto. Pač moja lepota je v oblinah, nekdo drug ima pač drugačno postavo in je vse v redu. Vse je v redu. Gre se za to, da razumemo, da naše telo je zgolj zemljevid naših čustev. Mogoče nekdo, ki ima ozke boke, kakšna ženska pa si reče, kaj bi jaz imela tako ženstveno postavo. Neka ženska, ki ima pa zelo ženstveno postavo, pa si misli, kaj bi jaz imela tako postavo, pa jaz bi pa tudi imela toliko velike prsi, pa ne bi imela toliko veliko rit. Sprejeti svoje telo. To je osnova, to je ljubezen do sebe. Sprejeti svoje telo. Telo je vozilo duše. Ne veste, ko začnemo sprejemati svoje telo, dobesedno, ne vem, tako kot je v filmu Skrivnost, kjer govori Bob Proctor, ki pravi, jaz sem se zaljubil v svoje telo in ga ljubčkam. In, veste, za svoje telo, da poskrbiš. No, zadnje čase majčkeno več kolesarim in kolesarim v svojem tempu. In me včasih kakšna babica prehiti, veste, tako kot prav oblaček okrog nje puhti in ta oblaček je, moram se gnati, moram. In s tem, ko ona more goniti tisto kolo, krepi moški hormon testosteron, pri ženski povzroča še več stresa. Medtem ko ženski hormon estrogen se pa takrat tvori, ko mi uživamo. Takrat, ko jaz grem na kolo, pa mi je fino, pa gledam zraven rožice, pa uživam. In kolesarim v svojem tempu. Ženski hormon estrogen, ker to je pomembno pri tem hormonskem delovanju, tudi pri telesu, pri občutku sprejemanja in varnosti, se krepi tudi takrat, ko recimo delam stvari, v katerih uživam. Recimo, taka zadeva je, v čemer uživam, večkrat si zvečer naštimam glasbo in plešem, obožujem in plešem. In takrat, ko mi delamo nekaj, v čemer uživamo, se sprošča ogromno teh hormončkov zadovoljstva, ki se imenujejo endorfini, in to vpliva na komunikacijo v našem telesu. Pač tako delujejo zadeve. No. Naslednja zadeva, kaj se pa potem zgodi, ko imamo motnje hranjenja, zdaj ali preveč ali premalo. Kdor preveč je, mu tako manjka vitaminov B. Absolutno mu jih manjka, zaradi tega, ker če preveč jemo, rabimo večje količine B vitamina za presnovo te hrane, da se hrana spremeni v energijo. Česar pa sigurno manjka tistim, ki preveč in premalo jejo. No ja, tudi tisti, ki premalo jejo, jim ravno tako manjka B vitamina, ker so načeloma živčni, mogoče jim lasje spadajo, imajo slabotne lase,
imajo suho kožo, to je vse pomanjkanje B-vitaminov. No, zdaj pa naslednja stvar, kar manjka sigurno tudi obema, tisti, ki pa preveč je, premalo je, to je pa mineral krom. O kromu drugače res malo govorim, premalo, ampak je ključen mineral, ki vpliva na to, koliko imamo želje po hrani in kako naše telo sprejema hrano. Mineral krom je partner od inzulina in če imamo dovolj kroma, se nam ne sprošča tista želja po cukru. Veste, tisto, kad dobiš v usta, ko bi pa ta trenutek, kaj, cukara, ne? No in zdaj, če pogledamo, to je iz knjige, ko imajo hormoni žur, kje dobimo dovolj kroma. Se pravi, pivski kvas, pšenični kalčki, telečja jetra. Kdaj se je jedel ta zadnjič? Pivski kvas, pšenične kalčke in telečja jetrca. Bolj švoha, ne da? Tudi jaz. No ja, jaz sicer vzamem vsak dan formulo 4. Formula 4 ima noter krom in krom preprečuje željo po cukru. To je. Zdaj za tiste, za otroke, ki imajo recimo bulimijo, ki imajo težave prav z zavračanjem hrane, bi bilo pametno, da starši poiščejo pomoč ali pa da se oni pogovorijo, ker dejstvo je, da otrok zavrača energijo življenja. Nekje je vzrok, verjetno v preteklem življenju. Druga zadeva pa, temu otroku sigurno manjka ključnih vitaminov in zdaj čistko, kaj bi jaz dala mojemu otroku, jaz bi dala Provitality Plus. Zdaj pa kaj je tukaj noter? Poleg kroma dobi otrok, no tu za odrasle je, da se razumemo, tu je sestavina tudi kompleta za hujšanje. Vitamin A, ki je za vid, D, ki je za imunski sistem, za kožo, za hormone, dobi E-vitamin in E-vitamin je narejen prav iz pšeničnih kalčkov, kjer dobite tudi krom. Potem E-vitamin povečuje prekrvavitev, potem C-vitamin za odpornost, potem so komplet B-vitamini, vključno z B12 vitaminom, ki deluje na dobro kri, deluje na obnovo možganov, na koncentracijo in deluje na psihično počutje. Poleg tega so noter vsi B-vitamini, sploh B6, ki vpliva na presnovo ogljikovih hidratov, se pravi, se hrana spreminja v energijo. Pol noter je cink, cink vemo, da je zelo pomemben za imunski sistem in prav zdaj v tem času korona virusa, kdor ima dovolj kroma ali cinka, ima močan imunski sistem in če že zboli, se hitrejš pozdravi. Potem je baker noter, ki ima vlogo pri tem, da se izboljša kri. Baker je tudi potreben za presnovo in beljakovin in ogljikovih hidratov, se pravi, hrana se spreminja v energijo. Potem je pa noter naprej še jod, železo, v glavnem noter imate čisto vse, kar potrebujete za dobro počutje. Poleg tega je omega 3 noter in poleg tega so karotenoidi, to so pa tiste kapsule, kjer sem se zadnjič šminkala. A veste, ta karotenoid, rdeča barvila iz korenja paprike, paradižnika in na eno kapsulo pride za 1,5 kg teh izvlečkov iz korenja paprike in paradižnika. No, v glavnem, to bi jaz dala mojemu otroku in dala bi mojemu otroku šejk. Zdaj pa zakaj šejk? Vam povem raj primer. Imam kar, mislim, nam rekla velika, ampak sem že imela stranke, otroke, mlada dekleta, ki so imele težave z hranjenjem in sem staršem pač predlagala prav to kombinacijo. Dejstvo je, da otrok na ta način dobi 22 aminokislin, to so beljakovine, ki so potrebne za lase, za kožo, poleg tega dobi vse vitamine in minerale, dobi dobra olja, dobi praktično vse. To so popolni obroki in v bistvu to je to, kar otrok rabi, tudi za normalen razvoj. Zdaj pa poglejmo še tale krom, če se vrnemo nazaj. Krom spodbuja rast. Krom preprečuje nastanek arterioskleroze, se pravi, pomanjkanje kroma povzroča pojav žilnih obloh ter pojav krvnih strdkov. Spodbuja aktivnost hormona inzulina, zaviralno deluje na sladkorno bolezen, preprečuje naval volčje lakote in posledično upad energije. Se pravi, krom je tisti, ki vam bo pomagal, da se boste dobro počutili, no pa tukaj piše naprej, tudi z ogljikovimi hidrati ste lahko zasvojeni iz te knjige, se pravi,
fizični stres, pomanjkanje spanja, intenzivna telovadba, fizični napori lahko izčrpajo telesne zaloge kroma, no, meni se nekaj fecla, in to pomeni, da začnemo posegati po cukru in bolj, ko posegamo po cukru, več imamo slabe vesti in več, ko imamo slabe vesti, ja, ali se redimo, ali se kritiziramo, v vsakem primeru ni v redu. No, tako da v glavnem, kaj narediti takrat, ko se ujamete v past ali preveč hranjenja, ali bruhanja hrane, ali pa da poznate nekoga, ali pa recimo, da ima težave z zavračanjem hrane. Energija življenja vedno vstopa v naše telo skozi usta. Energija življenja, se pravi vdihanje, ta del, druga zadeva pa hrana. In, veste, če poznate nekoga v svoji bližini, ki ima težave s hranjenjem, vi lahko brez slabe vesti oziroma celo dobrodošlo, da začnete za to osebo izvajati zdravilno molitev dekodiranja. Glejte, molitev lahko samo pomaga, ne more škodovati. In ko boste vi začeli izvajati zdravilno molitev dekodiranja za drugo osebo, boste videli, kar naenkrat se bo stanje začelo izboljševati. Pač, vse je energija, čisto vse je energija, in ko razumemo, da je energija tista, ki poganja življenje, takrat se vse začne spreminjati. Dajmo še pogledati karte prehodu na vodobo, da vidimo za vse tiste kronska čakra. Dovoljujem si žareti od sreče, povezujem se z božanskim. In prišla je še tale, gibanje mi veča energijo in dovoljujem, da končni rezultat preseže vsa moja pričakovanja. Nahajam se na pravi poti. Ja, vse se začne pri ljubezni do sebe in zaključi se pri ljubezni do sebe. Tako da delajte za sebe in boste videli, ja, podprite telo, pozitivna energija in vse skupaj dela čudeže. V življenju se dogajajo čudeži, tako da uživajte.